Begunska povorka se spet zaostruje in vsi nam obljubljajo tretji begunski val. Te dni naj bi namreč Slovenijo prečkalo 30.000 ljudi naenkrat. Zadnjih 14 dni pa se večinoma govori o tehničnih ovirah. Zato odslej lahko rečete, da so slovenske sanje družinica, pes, hiša in bela tehnična ovira. Naš Miro se je torej odločil, da državo ogradi. Več tednov je govoril, da se on tega ne gre, a zdaj se je pa dokončno odločil. Ampak ker Slovenija ni čisto navadna država, kjer se vse reši po normalni poti, se sredi krize kuha še en škandal. Zdaj je uradno, država bo z davkoplačevalskim denarjem preplačala ograjo, ki smo jo kupili od Poljakov. Domači obrtniki pa bodo ostali praznih rok. Okej, vlada bo raje ograjo kupila pri tujcih, kot pri domačih proizvajalcih. Mene to spomni na druga dva politika, ki sta raje kupila tujo robo in zato pa je dobila provizijo. Ne? Da slučajn Smerar ne pozna kakšnega Poljaka, pa mu rihta delo. Miro, daj se sam to zapomnim. Lej, veliko bolj kul izpade, če si znan po aferi z oklepniki, kot pa po aferi z ograjami. Okej, koliko bomo pa dali denarja za ograjo? Medtem ko meter ograje z Poljske stane 12,5 €, bi pri ptujskem proizvajalcu dobili meter 3-metrske pocinkane ograje iz zelo močne žice za slabih 9 €. Tudi naša vlada zna biti malo retardirana. Pravi, naj kupujemo slovensko sadje, pa slovensko zelenjavo, sama pa vse kupuje v tujini. Bravo, Smerar, ti si res dober gospodar. Tebe pelje scat vsak bebec, ki ima minuto. Miro, jaz sem prepričan, ko moraš pokositi travo pred hišo, plačaš raj sosedov v mulcu, ki pa daš svoji tamari. In zakaj je ograja taka državna skrivnost? A je narejena iz slanine, pa se bojite muslimanske skupnosti ali kaj? Ne vem. Pa še to, Erjavec pravi, da bomo postavili 80 km ograje. Mi pa smo jo včeraj v celem dnevu postavili okoli 4 km. Kar pomeni, da bomo z gradnjo ograje končali, ko bojo vsi begunci že v Nemčiji dobili prvo plačo. Je pa bilo ob postavljanju ograje na meji včeraj zelo vroče. 1,5 km ograje na naši južni meji že stoji, že pa se je zgodil tudi prvi zaplet s Hrvaško. Del ograje naj bi namreč, tako trdijo Hrvati, stal na njihovem ozemlju. Hrvati so nam zatežili, da smo mrežo postavili kar na njihovo ozemlje. Ne? Ker imamo v cajtu krize res veliko cajta razpravljati še o tem, kje točno teče meja. Mogoče pa naša vlada ni tako trapasta, ne? Če nam bo že Piranski zaliv vzeli, zakaj bi ne bi mi prilastili nekaj ozemlja na jugovzhodni meji? Ne? Vsako noč ograjo premakneš za 2 metra, naprej pa je. Jaz vam povem, do konca krize bomo imeli najmanj tisti shopping center pred Zagrebom. Kakorkoli, Hrvati so na meji postali specialce in rekli, da bojo ograjo podrli oni, če ne bomo mi. Bratje Hrvatje, jaz vam predlagam, da poveste Strojanom, da je meter ograje 12 €, pa je jutri zjutraj ne bo več. Problema, nema problema! In kaj, ko bo begunska kriza mimo? Kaj bomo s to ograjo? Lahko organiziramo tek ob žici, ultramaraton, Rigonški beg 2016. Jaz pravim, Pahor bo prvi za to, da se laufa. Jaz rečem, ko bo begunska kriza mimo, dajmo pustiti žico tam, kjer je, ja? Dajmo pustiti, da bo mir. Imamo pa še eno novico glede beguncev. Med prevažanjem proti severu se dogaja nekaj zelo zanimivega. Bilo je v okolici Jevnice na območju Litije na poti, po kateri vlaki prebežnike vsak dan vozijo iz Dobove proti Avstriji. Vlak se je tu nenadoma ustavil, saj naj bi v njem nekdo potegnil zasilno zavoro. Iz vlaka so, tako nam pripoveduje naš sogovornik, začeli skakati prebežniki ter se raztepli neznano kam. Ja, domačini pravijo, da begunci potegnejo zasilno zavoro in pobegnejo z vlaka. Če je to res, jih štekam. A ste vi videli naše vlake? A ste videli te zdelane podrtije iz časa Tita? Jaz pravim, še veliko Slovencev bi najraje potegnil zavoro in spizdil z vlaka dol, če bi upali. Avtobusnim prevoznikom predlagam kampanjo, ker bojo ljudi privabila rajš na buse. Ne? Vlak, prevozno sredstvo, ki ni niti za begunca. Pojdite raje z busom. Slovenske železnice, jaz bi se zamislil. Mi pa nekaj ni jasno, o tem bi se pa rad zdaj za moment pogovoril. Prideš iz Sirije, ko mi čakaš, da priješ v Nemčijo, pa skočiš z vlaka nekje pri Litiji dol. Pa kaj je v Litiji, če lahko vprašam? A ima Tov spet Slovenca leta tam, ali kaj? Bomo naredili zbar, mis begunk, pa mistra beguncev. Najmanj smrdi tole.
Hvala za ogled, ne pozabi pa tudi na Ta teden z Juretom Godlerjem ob četrtkih ob 22:40 na Planetu. Hej, tujec! Polajkaj nas na Facebooku, posledi nas na Twitterju in naroči se na naš YouTube kanal.